Na pobudo Zveze društev diabetikov Slovenije se je danes v modro odela tudi Slovenija. K pozdravnemu nagovoru vabim gospoda Roberta Gratona, predsednika Zveze društev diabetikov Slovenije. Pozdravljeni. Kot je že omenjeno, danes praznujemo 14. november, svetovni dan sladkorne bolezni. Leta 1991 sta Mednarodna zveza za sladkorno bolezen in Svetovna zdravstvena organizacija vpeljala ta dan kot odgovor na naraščanje pojavnosti sladkorne bolezni v svetu. Ta dan obeležujemo po vsem svetu, vse članice Mednarodne zveze, pa ravno tako ga obeležujemo tudi v Sloveniji, v vseh 39 društvih, ki so včlanjena v Zvezo diabetikov Slovenije. Vsi, ki praznujemo ta dan, ga praznujemo pod znakom modri krog. To je uradni znak Mednarodne zveze za sladkorno bolezen. Modra barva, barva neba, sicer danes je malo bolj siva, ampak še vedno modra. Nebo pa nima meje. Meje pa ne smejo imeti niti osebe s sladkorno boleznijo. Ne pri zdravljenju sladkorne bolezni, ne na poklicni poti, nikjer v življenju. Zato tudi vsako leto obeležujemo objekte v modro barvo po celem svetu, tudi v Sloveniji, da ozavestimo čim večje število ljudi s problemom naraščanja sladkorne bolezni, ter da ozavestimo, kaj je potrebno narediti, da to naraščanje ustavimo ali ga zmanjšamo. To delo pa ponazarja tudi krog. Krog nima ne začetka, ne konca. Tako kot nima ne začetka, ne konca, nima ne začetek, ne konca naša prizadevanja pri boju proti sladkorni bolezni. Ta boj traja vsak trenutek, vsak dan, vsak mesec do konca življenja. In to boj posamezne osebe s sladkorno boleznijo, kot tudi boj družbe proti tem epidemiji sladkorne bolezni. Hvala predsedniku Zveze društev diabetikov Slovenije. Naj vam predstavim še ostale današnje sogovornike, čeprav ne dvomim, da jih v bistvu že vse poznate. Profesor dr. Tadej Battelino, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Profesor dr. Andrej Janeš, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na Interni kliniki UKC Ljubljana. Primarij Matija Cevc, danes tukaj v vlogi predsednika Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, sicer zdravnik na kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC Ljubljana. In profesor dr. Zlatko Fras, strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana in tudi predsednik Slovenskega združenja kardiologov. Po podatkih Mednarodne zveze za sladkorno bolezen IDF ima po vsem svetu sladkorno bolezen več kot 425 milijonov ljudi. Samo v letu 2018 so samo med odraslim odkrili kar 38 milijonov novih primerov. In do konca leta 2019, oziroma kot smo včeraj že lahko videli na spletni strani IDF-a, naj bi je ta številka že narasla na 463 milijonov ljudi. To je številka, ki je na naši infografiki, ki jo imate v novinarskih mapicah, še precej nizka. Zato vas prosim, da upoštevate to novo, ki smo ravno včeraj jo dobili. Med osebami s sladkorno boleznijo je kar 63% mlajših od 60 let. Zato je torej tudi breme sladkorne bolezni za družbo tako veliko. In če ne bomo takoj upoštevali slogana Čas je za akcijo, s katerim smo vas vabili na današnji dogodek, bodo številke še višje. Mednarodna zveza za sladkorno bolezen namreč za leto 2030 napoveduje kar 578 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo, do leta 2045, in to ni tako daljna prihodnost, to je čez 26 let, pa 700 milijonov. Zdravstveni stroški, povezani z obvladovanjem sladkorne bolezni, bodo takrat znašali vrtoglavih 845 milijard ameriških dolarjev. Slovenski podatki so ravno tako zaskrbljujoči in vas ponovno prosim, ko boste povzemali, se zanašajte na sporočilo za javnost, ki vam ga bomo posredovali popoldan. Namreč število oseb,
ki sladkorno bolezen zazdravili, je naraslo in po svežih podatkih za leto 2018 znaša 113.800. Potem je okrog 20.100 oseb, to je približno 15% vseh oseb s sladkorno boleznijo, ki to bolezen še obvladuje brez zdravil, se pravi zdravim življenjskim slogom. Zadnja številka, ki je tudi na naši infografiki, je pa število ljudi, ki še sploh nimajo diagnoze, se pravi se ne zavedajo, da imajo sladkorno bolezen. Ta številka je po ocenah od 15 do 25% in če drži ta zadnja, višja, lahko zaključimo, da ima sladkorno bolezen v Sloveniji okrog 175.000 ljudi. Od tega je velika večina sladkorne bolezni tipa 2, več kot 90% ljudi, sladkorne bolezni tipa 1 je pa med 5 in 10%. Hkrati bi lahko polovico sladkorne bolezni tipa 2, oziroma spet je prišel ven en nov podatek, da bi lahko preprečili več kot 80% sladkorne bolezni tipa 2. Tu igra izjemno vlogo družina. Zato je cilj letošnje kampanje v Svetovnem dnevu sladkorne bolezni ozaveščanje o simptomih in znakih za pojav sladkorne bolezni v družini. Raziskave namreč kažejo, da bi samo petina odraslih opazila te opozorilne znake pri enem od družinskih članov. Zato si tudi Zveza društev diabetikov Slovenije prizadeva za spodbujanje družin pri obvladovanju, izobraževanju in preprečevanju te bolezni. Gospod Graton, kar 4 od 5 staršev imajo težave s prepoznavanjem znakov sladkorne bolezni. Vsak tretji pa jih sploh ne bi opazil. Taki so rezultati raziskave Mednarodne zveze za sladkorno bolezen. Kaj torej Zveza društev diabetikov svetuje staršem? Kakšna je tukaj vloga družine? Vloga družine seveda je precej velika. Čeprav ima v vsaki družini je nekdo, ki ima sladkorno bolezen, kot ste že omenili, bi samo 4 od 5 staršev prepoznali te znake pri svojih otrocih. Tukaj je potrebno pravočasno ozaveščanje javnosti, saj zgodnje odkrivanje in zdravljenje sta ključne za preprečevanje odložitev zapletov pri sladkorni bolezni. Nepravočasno odkritje in posledično nezdravljenje sladkorne bolezni lahko privede do zelo resnih zapletov, tudi do smrti. Kot vidite, na našem slajdu je vsakih 8 sekund zaradi sladkorne bolezni nekdo umre in posledično nekdo izgubi družinskega člana. Zgodnje odkrivanje znakov sladkorne bolezni, seveda, če so družine ozaveščene ali javnost ozaveščene, ima to velik pomen. Prvič je preko prepoznavanja znakov sladkorne bolezni lahko zgodaj odkrijemo, drugič zdravim načinom življenja v družini je lahko velika spodbuda za osebo s sladkorno boleznijo, saj podpora družine ključna pri zdravljenju sladkorne bolezni. In tretjič, kot preventivna dejavnost, ozaveščena družina živi zdravo in v bistvu s tem tudi pripomore k preprečitvi nastanka sladkorne bolezni. Profesor dr. Battelino, vi na pediatrični kliniki imate kar dober pregled situacije, v kateri se znajde družina, ki se bori s sladkorno boleznijo. Se vam zdi, da starši te znake pravočasno opazijo? Hvala lepa najprej za povabilo in za organizacijo tega pomembnega dogodka. Najprej treba povedati, da družina je taka lepa idealna beseda, ki v Sloveniji večinoma ne drži. 70% vseh naših otrok z sladkorno boleznijo se starša v nekem kratkem obdobju pred tem ločujeta ali sta v postopku ločitve, tako da je seveda družina v tistem obdobju obremenjena z veliko težjimi stvarmi, pravzaprav kot je prepoznavanje bolezni. Tako da jaz mislim, da bolje družina v stiski in v Sloveniji je znano in jasno, da je družina v veliki stiski, težje je prepoznati katerokoli stisko otroka, kaj šele tako težko kronično bolezni. Drži, da se zadeve slabšajo. V mednarodni publikaciji primerjavo
60 držav, je tudi Slovenija med tistimi, kjer kasno odkrita sladkorna bolezen za težko ketoacidozo narašča. Brez dvoma tej družbi ni in ne more biti v čast. Tako da jaz mislim, da je vsak starš, ki je z otrokom in je pravzaprav ima energijo in možnost, da ga opazuje, gotovo opazi znake sladkorne bolezni. Če pa je družina pod pritiskom, v stiski, pa je to seveda veliko težje. In jaz mislim, da je že gospod Gaton lepo povedal, če je družina funkcionalna, zdrava, potem seveda je teh težav manj in če pride do sladkorne bolezni pri otrocih, je to večinoma tip 1, ki ni odvisen od življenjskega sloga, ampak je avtoimunska bolezen, kjer lasten obrambni sistem po pomoti ali pravzaprav ne vemo zakaj, pobije beta celice, ki delajo inzulin in tako otrok pač takoj postane odvisen od zunanjih injekcij inzulina. Če je ta družina funkcionalna, stabilna, če se imajo doma radi, seveda to bolezen prepoznajo. Če pa je družina pod pritiskom, kar sem rekel, je več kot 70%, seveda je otrok že tako pravzaprav zunaj tega prvega prioritetnega kroga in seveda se tudi taka kronična bolezen v nastajanju kasneje opazi in seveda pride do težje klinične slike. Zato je tudi tako pomembno ozaveščanje in prizadevanje povezane s tem, ne? Bolje, ne, seveda, manjša je možnost družine, večja je vloga družbe, absolutno, ne. Tako da je to pomemben apel, pravzaprav, ki ga danes nekako probamo predstaviti. Celotni družbi, ne? Tako kot se povezujejo kardiologi in diabetologi, sta se v prizadevanjih za boljše obvladovanje bolezni povezala tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Zveza društev diabetikov Slovenije. Če so o skrbi za zdrav način življenja, zdravo prehrano in telesno dejavnostjo člani društev sladkornih bolnikov dobro poučeni, pa morda malo manj pozornosti vendarle namenjajo še drugim dejavnikom tveganja za srčne bolezni. Primarni Cevc, zakaj je torej tako zelo pomembno, če se postavimo v vlogo osebe s sladkorno boleznijo, da so te osebe pozorne tudi na dejavnike tveganja za srčne bolezni in kakšna je pri tem vloga vašega društva? No, dejstvo je, da kadar ima sladkorni bolnik še druge dejavnike tveganja, kar skoraj vedno tudi ima, to pomeni bistveno večjo ogroženost, kot če bi samo sešteval posamezni dejavnik tveganja. Zato je to ključnega pomena, da se sladkorni bolniki oziroma bodoči sladkorni bolniki pravočasno osvestijo in da začnejo pravočasno tudi z vsemi tistimi enostavnimi ukrepi zdravega življenjskega sloga, s katerimi lahko po eni strani preprečijo nastanek sladkorne bolezni zlasti tipa 2 in tudi zapletov, srčno-žilnih zapletov, ki so glavni morilec pravzaprav sladkornih bolnikov. Vemo tudi to, da prej, ko začneš obvladovati posamezni dejavnik tveganja, manj škode bo naredil. Torej, spet to kaže na to, kako pomembno je, da se čim prej te dejavnike tveganja, kot so telesna dejavnost, debelost zlasti, ki vodi neposredno tudi v sladkorno bolezen tipa 2, debelost vodi tudi v hipertenzijo, v številne zaplete. Če bi to preprečili, vsega tega morda niti ne bi bilo, ali pa bi se bistveno bolj v pozno življenjsko obdobje premaknilo in bi na ta način vsak tak človek pridobil zdrava leta življenja. In tukaj je spet ena od ključnih zadev, ko se že prej govorili o družini. Seveda, številne te stvari so tudi deloma dedno pogojene. Sladkorna bolezen tipa 2 ima dedno komponento. Zvišani lipidi, nekateri tipi teh motenj v presnovi maščob imajo dedno komponento. Po drugi strani pa imamo zelo pogosto tako imenovane sekundarne vzroke za te dejavnike tveganja, to pa je ravno to, telesna nedejavnost, debelost, ki vodi v te. Če to pravočasno prepoznamo, bomo preprečili zaplete. To je ključno sporočilo. In jasno je, ker iste ljudi nagovarjajo po eni strani tako društva diabetikov, kot tudi društva za zdravje srca in ožilja, je tukaj jasno, da je tukaj velika sinergija, če mi te sile združimo in smo tudi bolj prepričljivi. Skupaj. Nove smernice tako Evropskega kardiološkega združenja, kot tudi Evropskega diabetološkega združenja
Za preventivo srčno-žilne bolezni pri osebah s sladkorno boleznijo ali tudi pri tistih s tveganjem za to bolezen, obetajo, da bo za ljudi s sladkorno boleznijo, upamo, da že v bližnji prihodnosti, bolj celostno poskrbljeno. Te smernice, ki temeljijo na številnih tehnik študijah, namreč poleg nadzora glikemije, narekujejo obravnavo oseb s sladkorno boleznijo na podlagi ocenjene ravni tveganja za srčno-žilne bolezni. Podobne smernice so objavili tudi ameriški kardiologi in diabetologi. Na letošnjem kongresu Evropskega kardiološkega združenja v Parizu je bilo slišati, da je ta sprememba v obravnavi ljudi s sladkorno boleznijo največji dosežek na področju diabetologije po odkritju inzulina. Profesor dr. Janeš, se strinjate s to oceno, da je to res ena revolucija oziroma največji dosežek po odkritju inzulina? Strinjam se s tem, da je danes dejstvo, da če ima sladkorni bolnik tipa 2 že znano srčno-žilno bolezen, lahko z pravilnim izborom zdravila spremenimo potek dogajanja, lahko pomembno zmanjšamo srčno-žilne dogodke oziroma prezgodno smrt. Lepo je bilo povedano, da je sladkorna bolezen močan dejavnik tveganja za srčno-žilne dogodke, da je nekako po moči primerljiv vsaj 2 ali 3 klasičnima dejavnikoma skupaj in da na nek način 3/4 bolnikov, ki ima sladkorno bolezen, tipa 2 danes umre zaradi teh dogodkov in da je življenjska doba v povprečju skrajšana lahko za 8 let. Torej, z pravilnim izborom farmakoterapije lahko prepričljivo z veliko močjo dokazov spremenimo potek pri tej populaciji bolnikov, ki ima znano bolezen. Tako da ja, bi se strinjal s tem. Torej, za ljudi s sladkorno boleznijo ni pomembno le obvladovanje ravni krvnega sladkorja, ampak tudi obvladovanje holesterola in krvnega tlaka. Nam lahko pojasnite to povezavo sladkorne bolezni s srčno-žilnimi zapleti? Ja, danes je znano, da po moči glede verjetnosti pojava nekega koronarnega dogodka pri bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2 je na prvem mestu prav strukturno spremenjene LDL holesterola, na drugem mestu šele krvni tlak, na tretjem mestu glikemija kot taka. In dejansko vsi ti pomembni dejavniki tveganja, njihova dobro obvladovanje bo zmanjšalo te srčno-žilne zaplete. Tako da danes na prvem mestu je tako imenovano multifaktorielno obravnavo, to pomeni, da enakovredno in enako dobro zdravimo vse te dejavnike tveganja, poskušamo doseči te ciljne vrednosti, ki so pomembne, po drugi strani pa, kar imamo nove dokaze, kot sem rekel, pravilen izbor zdravil lahko še dodatno pripomore k temu, da bodo izhodi boljši. Profesor dr. Fras, osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, kar 2 do 4-krat bolj ogroža smrt zaradi kapi ali srčnega napada. Zakaj? Ja, moral sem prav pozorno poslušati, kar so povedali predhodniki, da ne bi ponavljal izrečenega ali pa povedanega. Pa bom začel s tem, torej ključna bolezen, ki pravzaprav diabetike privede lahko do slabega izhoda ali pa tudi do slabe kakovosti življenja zaradi dogodkov, kot so angina pectoris, srčni infarkt in podobno, je ateroskleroza. In to je skupni imenovalec nekje 2/3 vseh srčno-žilnih smrti, tako med splošnim prebivalstvom kot pri diabetikih še celo nekoliko več, kot je povedal profesor Janeš. No in če govorimo o aterosklerozi kot osnovnem bolezenskem procesu, pač se moramo zavedati 3 ključnih momentov, ki to bolezen spočnejo, ki jo pospešujejo in ki privedejo do zapletov. In to so tako imenovano proaterogeno delovanje, ki spodbuja nastanek bolezni, to je z strukturno spremenjenimi lipidi v žilni steni, provnetno delovanje, to je vzdrževanje nekega kroničnega vnetnega stanja, ki lahko ob zagonu ali ob tem, ko so izčrpane zaščitne možnosti, privede do zapleta, in protrombotično delovanje, to je delovanje, ki nekako pospešuje strjevanje krvi in seveda dodatno pospeši nastanek lahko akutnega dogodka, kot je infarkt ali možganska kap. No, to je bistvo tega.
Zdaj, povezanost lahko seveda naredimo iz pač različnih zornih kotov. Eden od možnih je tudi ta, da pogledamo, koliko bolnikov, ki imajo z aterosklerozo pogojeno bolezen, naprimer koronarno bolezen, to je tista, ki povzroča srčni infarkt, ima sladkorno bolezen. No, in mi tudi v Sloveniji že več kot 20 let sodelujemo v periodičnih raziskavah Euroaspire, v katere vključujemo bolnike, ki so utrpeli akutni dogodek ali pa ki so imeli narejeno revaskularizacijo, bodisi perkutano ali z operacijo, in jih pogledamo v neki, tako rečeno, stabilni fazi bolezni in opredelimo dejavnike tveganja. En namen je, da ugotovimo, ali se pri zdravljenju, tudi v Sloveniji pa v drugih evropskih državah in primerljivo, nekako držimo priporočil, ki jih uveljavljena strokovna združenja podajajo na vsake toliko časa, in drugo, kakšna je slika pač glede pridruženih bolezni. No, in če govorimo o sladkorni bolezni, je zadnja raziskava Euroaspire, ki smo jo delali v letih 2017 in 2018, pokazala, da med našimi bolniki, ki imajo koronarno bolezen, je ob dogodku njim znana v 30%. Če smo tekom hospitalizacije to dodatno opredelili oziroma skušali diagnosticirati, lahko povemo, da smo odkrili sladkorno bolezen pri dodatnih 15%. Torej, že imamo 45% ali blizu polovice vseh koronarnih bolnikov pri nas ima sladkorno bolezen. In če gremo še naprej, torej predstopnja ali preddiabetično stanje, če to prištejemo, smo blizu 70%, ali z drugimi besedami, velika večina naših bolnikov je obremenjena z preddiabetesom ali diabetesom, in prav zato je še toliko bolj pomembno, da pravzaprav ne samo, da se tega zavedamo, ampak da tudi imamo orodja za ukrepanje. Profesor dr. Janeš, lahko stališča diabetologa osvetlite pomen sodelovanja med kardiologom in diabetologom? To je danes kar vroča tema in izredno pomembno, še posebej zato, ker diabetologi nismo vešči v sami diagnostiki oziroma potrditvi aterosklerotične srčno-žilne bolezni. To pa je pomembno, kajti tako bomo lahko načrtovali pravilno zdravljenje in izboljšali izhode zdravljenja. Tako da ta nova veja, ki se v svetu postavlja, v Evropi postavlja tako imenovana kardiodiabetologija, predvsem izhaja iz teh pomembnih srčno-žilnih raziskav, ki so pokazale, da lahko z pravilnim multifaktorialnim zdravljenjem, pravilnim izborom zdravil spremenimo potek dogajanja. Tako da bo to sodelovanje v prihodnosti še bolj tesno in bolj pomembno. Tudi v luči tega novih entitet, miokardiopatije, ki je vezana na sladkorno bolezen, kot tudi boljše obravnave dejavnikov tveganja za srčno popuščanje. Profesor dr. Fras, isto vprašanje še za vas, stališča kardiologa, če bi kaj dodali? Jaz bi dodal samo v obratni smeri, kot je profesor Janeš povedal. Skratka, obstaja tudi celo priporočilo, če pogledate priporočila evropska, recimo bi priporočil novinarjem, je sorazmerno obvladljiv dokument, ima približno 60 strani v nasprotju z sicer 200. No in tam je ena schema, ki pravzaprav opredeljuje dve poti bolnika. Bolnik pride v obravnavo, zdaj, če govorimo o kardiodiabetologiji, bodisi skozi vrata kardiološke ordinacije ali skozi vrata diabetološke ordinacije. In sodelovanje je pomembno prav zaradi tega, kar je povedal Andrej. Diabetologi niso vešči dodatne, vešči, bi bili, če bi se dodatno izobraževali, ampak mi smo sorazmerno specializirani, dodatne diagnostike, ki je potrebna pri takem bolniku. Recimo, če pogledamo z vidika, vsi smo internisti in kardiologi in diabetologi, vsi znamo očitati EKG, ampak če govorimo že o ultrazvoku srca ali pa ultrazvoku žil, je seveda to sorazmerno
specialen postopek, seveda se tudi diabetologi tega učijo, ampak v tem trenutku velja pozvati k sodelovanju pri tem kardiologi. In obratno, mi določenih veščin, ki jih pač so diabetologi skozi desetletja, da ne rečem stoletja, obravnave diabetikov, bodi si glukocentrični, danes bolj celostno pridobili, se nekako ne delamo utvar, da to obvladujemo tako dobro kot oni. Tako da tukaj velja poziv diabetologom k sodelovanju. In so še drugi, ki v ta večdisciplinarni tim sodijo. Bistvo vsega je pa, da moramo svojo skrb bolj osredotočiti na bolnika, torej osredotočenost na bolnika, ne osredotočenost bolnika na specialiste. Torej še vedno v našem sistemu večinoma bolnik potuje od specialista do specialista. Zdaj, ker so kamere tukaj, ne bom povedal, da me spominja to kot čebelica od cveta do cveta, kdo je cvet. Ampak treba je osredotočiti na bolnika. Ne? To je bistvo koncepta. Zdaj rabili bomo zanesljivo precej časa, eni manj, drugi več, ampak naša stroka, ki vendarle deluje nekako celostno in povezano, si prizadeva, da bi to dosegli čim prej. Skratka, pristopili smo k oblikovanju neke vrste strokovnega soglasja v sodelovanju na tem področju, pa naj se zdaj to imenuje kardiodiabetologija ali diabetokardiologija. Meni osebno je čisto vseeno, nisem prepričan, da vsem, ampak midva bova že našla enkrat ta in drugič drug izraz. Hvala. Profesor dr. Janeš, prosim vas za predstavitev teh novih pristopov obravnave oseb s sladkorno boleznijo v povezavi s smernicami evropskih in ameriških diabetologov oziroma njihovih združenj ADA in EASD. Ko govorimo o ADA in EASD, govorimo o priporočilih, o konsenzu, kar je pri novih kardioloških smernicah zelo dobro, je pa, da so na vseh nivojih nekako nivoji dokaza. To je nekaj, kar morda pogrešamo pri ADA in EASD konsenzu. Vendar skupno, če pogledamo lanskoletne smernice, verjetno bodo tudi nove ameriško-evropske diabetološke smernice sledile temu, pa je primarno prepoznava bolnika, ali ima znano srčno-žilno bolezen ali ne, oziroma če jo ima, je potek zdravljenja oziroma odločitev pri izboru antidiabetične terapije nekoliko drugačen. Tukaj je nivo dokaza 1A zelo trden in mislim, da moramo v Sloveniji tudi slediti tem postopkom. Medtem ko, če bolnik tega nima znanga, oziroma ima samo nekoliko več dejavnikov tveganja, tukaj pa so mnenja deljena, kako postopati pri izboru antidiabetične terapije. Mislim, da pri nas diabetologih bo še vedno veljalo, da tisto temeljno zdravilo ostaja metformin, da pa bo potem nadgradnja zdravljenja odvisna glede srčno-žilne bolezni. Tukaj bodo prišla novejša zdravila, torej prepoznava vseh ostalih dejavnikov izhodov bo tukaj ključna in bo treba dizajnirati terapijo glede na bolnika, ki je v ambulanti, ne glede na to, da bo to morda stroškovno malo dražje kot starejša terapija, ki je ta trenutek že uveljavljena. Če bolnik ne bo imel znane srčno-žilne bolezni, pa bomo tehtali, ali je problem hipoglikemija, ali je problem porast telesne teže, ne nazadnje tudi cena in se bomo tako odločali. Tako da vsi ti dokazi, ki so v diabetologiji ta trenutek, bodo potrebni reorganizirati diabetološko službo na nek način in pa uvesti novejše antidiabetike v našo skupnost, kar bo kar velik izziv. Kaj je bistveno novega v teh smernicah? Zame dve stvari. Eno je ta, da ne pojmujemo več preprečevanja srčno-žilnih bolezni pri bolnikih s prediabetesom, diabetesom ali pa rečemo vseh ljudeh v dve tako imenovani zelo strogo določeni skupini, primarno in sekundarno preprečevanje. Primarno je načeloma tisto, ki se nanaša na ljudi, ki še nimajo bolezni srca in žilja. Sekundarno je tisto, kaj delamo pri
osebah, ki že bolezen imajo, ki so imeli infarkt, ki so imeli kap ali podobno. Te smernice zelo eksplicitno uvajajo drugačen pristop. Torej, vse ljudi ocenimo glede na njihovo stopnjo ogroženosti, ne glede na to, a so bolezen že imeli ali ne. In to je pri diabetikih še toliko bolj pomembno, kajti če se zavedamo nekih sorazmerno zgodnjih študij iz 90-ih oziroma konca 80-ih let, so pokazali, da naj bi bili bolniki s sladkorno boleznijo dolgoročno, vi ste rekli 2 do 4 krat bolj ogroženi, to je ekvivalent ljudem, ki imajo recimo koronarno bolezen, pa nimajo diabetesa. Skratka, diabetik naj bi že zato, ker ima sladkorno bolezen, bil enako ogrožen kot tisti, ki je imel infarkt. Čisto tako ni, zato ker se terapija sladkorne bolezni seveda izboljšuje in je tudi glikemija bolje uravnavana, več dejavnikov tveganja in tako naprej. Tako da korekcija te paradigme je v smislu, koliko časa traja sladkorna bolezen, koliko je bolnik star in koliko ima pridruženih bolezni. No in tukaj imamo potem 4 skupine ogroženosti in bolnik s sladkorno boleznijo, ki ima pridružene dejavnike tveganja za dolgotrajno boleznijo, ki je že povzročila okvare tarčnih organov, recimo, veste, da imamo okvare majhnega žilja pa velikega žilja, tak je lahko ekvivalent nekomu, ki je že imel srčni infarkt. In tega je treba enako pozorno zdraviti kot tistega, ki je v sekundarni preventivi. In tukaj smo pa zdaj pri naslednji veliki novosti, ki mislim, da pobuja številne komentarje, ampak v končni fazi se bo treba s tem nekako soočiti, ker logično je, zdaj, kako bomo to udejanili, drugo vprašanje, ampak tak bolnik, torej, ki je zelo visoko ogrožen, pa naj si bo zato, ker ima aterosklerozo že, ali pa ima dolgotrajno sladkorno bolezen s pridruženimi dejavniki tveganja okvaro tarčnih organov, ta dva sta si potem, kako jo bomo zdravili, ekvivalentna. Z drugimi besedami, tudi ti bolniki si zaslužijo zelo verjetno moderno terapijo, za katero je dokazano ne samo to, da uravnava glikemijo, ampak da tudi zmanjšuje tveganje za dejanski nastanek teh dogodkov. Seveda bo, preden bomo to uveljavili v vsakdanji praksi, minilo še nekaj časa, torej treba bo narediti res preračune, kot je bilo rečeno, stroškovne učinkovitosti, vendar se pa treba zavedati, da medicina se spreminja. Medicina se spreminja ne samo po tem, da imamo vedno nove študije in vedno bolj draga zdravila, ampak se spreminja tudi v pristopu. Bistveno je, kar se mene tiče, in to je poudarek, da moramo pristopati bolj osebno, torej noben bolnik ni čisto enak drugemu. Saj res je, da mnogo ljudi nosi isto številko čevljev, ampak vemo, kakšne težave so, dokler se ne navadimo. In drugo, da pravzaprav živimo dlje, da se nam perspektive spreminjajo in da, če bomo medicino temeljili na kvantiteti in ne kvaliteti, potem seveda ne bomo zmogli tega bremena. Skratka, če teoretično pogledaš, to limitira proti temu, da bi čisto vsa sredstva porabili samo za medicino, kar pa v družbi nikoli ne bo šlo. Profesor Fras pa tudi profesor Januš sta že povzela tisto, kar smo slišali tudi na novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, da nove smernice pri bolnikih s sladkorno boleznijo z velikim ali zelo velikim tveganjem srčno-žilne bolezni, ki že imajo razvito aterosklerotično srčno-žilno bolezen, srčno popuščanje ali kronično ledvično bolezen, priporočajo zdravljenje z novejšimi zdravili, ki poleg tega, da zmanjšajo tveganje za hipoglikemije, kot ste omenili, profesor dr. Janeš, zmanjšujejo tudi telesno težo in tveganje za srčno-žilne bolezni. Zdaj, ko govorimo o teh novejših zdravilih, govorimo o dveh terapevtskih skupinah. Eno so zdravila, ki delujejo na enkretinski sistem. Tukaj so prednost GLP-1 agonisti, ki se jih daje enkrat dnevno ali enkrat tedensko v obliki subkutanih injekcij, prihaja pa ta oblika tudi peroralno. Druga skupina zdravil so pa tako imenovani zaviralci SGLT2, ki pa v ledvicah vplivajo na izločanje glukoze z urinom. To niso več za nas diabetologe tako nova zdravila. GLP-1 agonisti so v klinični praksi nekako že 2008, to pomeni že 10 let.
SGLT2 zaviralci že od leta 2013, kar pomeni že 6 let. Gre samo za to, da je veliko novih dokazov na področju teh srčno-žilnih dokazov in zato se ta zdravila umeščajo v terapevtski shemi višje. Smo pa diabetologi z njimi že zelo navajeni delati, imamo kar nekaj kliničnih izkušenj in primarno so zdravila, ki znižujejo glikemijo. Imajo pa še te dodatne ugodne učinke, ki pa jih prednostno uvrščajo pri tem subsetu ogroženih bolnikov. Profesor dr. Fras, v eni zadnjih številk revije Sladkorna smo prebrali, da se kardiologi nagibajo k uporabi novih skupin zdravil v primarni preventivi. Vem, da ste že nekaj govorili o tem, ki istočasno delujejo na 2 področjih zdravljenja, ker menijo, da ni razloga, da se pri srčno-žilnih ukrepih še čaka. Ja, v bistvu sem že v prejšnjem odgovoru to povzel. Skratka, ločevanje na primarno in sekundarno preventivo je, kar se mene tiče, z vidika razmišljanja, ne z vidika ukrepanja še, ker pač smo vsi ujeti v nek sistem preteklost. Skratka, osebo, ki je pred tabo in želi tvoje pomoči, treba vzeti tako, kot je, z vsemi dejavniki tveganja in ji nekako oceniti tveganje, pa naj imela bolezen ali ne. Jaz trdim, da tudi ne nazadnje na osnovi nekih študij, ki smo jih dolgo časa nazaj jim bili priča v Sloveniji, da je lahko recimo srčni infarkt za nekega bolnika nova priložnost in pravzaprav mu podaljša življenje glede na to, če ne bi preživel infarkta. Skratka, ni nujno, da je oseba, ki je utrpela infarkt, pa potem spremenila marsikaj v svojem življenju, pa se nekako upošteva priporočila, jemlje zdravila, da je ta oseba bolj ogrožena kot nek diabetik, ki ima kopico dejavnikov tveganja, ki ima vse te stvari, ki sem jih prej povezal z aterosklerozo, ne vem, kronično provnetno stanje, kronično protrombotično stanje, kronično proaterogeno stanje, ta je izrazito bolj ogrožen in to je osnova tega, zakaj konec koncev gre za stanje zelo visoke ogroženosti, ne glede na to, je to po starem sekundarna preventiva ali pa primarna preventiva. Ampak kot pravim, tukaj, kot je profesor Janez dobro povedal, implicitno imajo diabetologi za uravnavanje disglikemije s temi zdravili veliko izkušenj, konec koncev imajo tudi izkušnje z potencialnimi pastmi tega zdravljenja, ne? Ker kardiologi smo znani po tem, da so razmerno hitro uvajamo nove stvari, zato ker je pač mogoče stroka tako zelo dinamična. Pacienti živijo krajši čas kot diabetiki, ki jih diabetolog gleda tudi 40 let. Ne? Skratka, hočemo nekaj hitro in morda vedno to ni za vse bolnike najboljše. Ne? Zdaj mislim, da ravno to je sinergija izkušenj in, bi rekel, teh novih dokazov in navdušenja, ki bo po mojem prinesla neke pozitivne rezultate. Vsekakor pa to ni čarobna palčka, ki bo zdaj ozdravila diabetike srčno-žilnih bolezni. Daleč od tega. Se pravi, če povzamemo, ena najpomembnejših sprememb v obravnavi oseb s sladkorno boleznijo, pa tudi ljudi, ki jih ta bolezen ogroža, je torej klasifikacija njihovih srčno-žilnih tveganj. In pred nami je zdaj velik izziv umestitve teh novih pristopov obravnave s sladkorno boleznijo v slovenski prostor. Profesor dr. Battelino, ali vi na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj lahko ocenite, bo Slovenija kos temu izzivu v dobro ljudi s sladkorno boleznijo, seveda? Zdaj ste na zelo prijazen način povedali, da sem star. Jaz bi najprej mogoče dodal, kljub temu, da je sladkorna bolezen tipa 2, 90% ljudi ima vendarle 6 do 7 tisoč ljudi v Sloveniji sladkorno bolezen tipa 1. Pri njih je krajša življenjska doba, če to bolezen dobijo pred 10 letom, v švedskem registru v najbolj razviti državi na svetu 17 let. To se pravi, če pred 10 letom zboliš za sladkorno boleznijo, 17 let manj živiš. Glavni razlog temu je srčno-žilna bolezen. Za razliko od tipa 2 je glavni faktor, ki povzroča srčno-žilno bolezen, sladkor.
in to za faktor 10 več kot katerikoli lipidi ali karkoli takega drugega. Da je zadeva še bolj huda in jaz mislim, da je to en najbolj pomembnih poudarkov sprememb je, da je ta tveganje dvakrat večji pri ženskah. Navajeni smo misliti, da je srčno-žilna bolezen bistveno bolj pogosta pri moških. Pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 1 pa je tveganje za srčno-žilni dogodek in smrt dvakrat višja pri ženskah. Ne glede na to, kdaj za to boleznijo zbolijo. Razlogi za to zaenkrat niso jasni, potrjeno je pa strani ameriškega registra Type 1 Exchange, ta švedska raziskava, in iz strani še večjega zavarovalniškega registra. To se pravi, en izmed pomembnih izzivov je, in tle se jaz strinjam, da je treba gledati na ljudi, da je treba tudi pomisliti, da so z enega razloga ženske tudi v tem bolj ogrožene kot moški. In jaz mislim, da je to bistveno premalo poudarjeno in bistveno premalo povedano. Druga stvar je ta, da ima vsaka oseba s sladkorno boleznijo tipa 1 pri nas vsako leto pomerjeno debelino intime medije. Longitudinalno se pravi, da ko te osebe odrastejo, se pravi, ko presežejo, ko se jim možgani do konca mielinizirajo, ko ratajo stari 25 let in so približno odrasli, ko jih predamo kolegom internistom, imajo letne meritve vsaj za to mlajšo populacijo in da najbolj pogostih obično preko pokazateljev srčno-žilnega tveganja, tako da prestopijo v to odraslo obdobje opremljeni za temi podatki, tako da se lahko takoj odločajo kolegi internisti, kako kasneje ukrepati. Tretja stvar pa je, da so še smernice bile sprejete, ki jih je formalno, se pravi, sprejelo ameriško združenje ADA, Evropsko združenje za diabetes in še JDRF, Združenje endokrinologov, 8 največjih svetovnih združenj, med drugim zdaj tudi japonsko združenje, ki pa govori o času v normalnem območju. To se pravi, ne bomo več govorili o povprečju, ampak enostavno vemo, da je čas v željenem območju sladkorja namreč tisti, ki šteje. Višji je ta čas v željenem območju, nižja so tveganja za srčno-žilno obolenje. Se pravi, diabetologi, midva, imava še eno pomembno nalogo, da ljudi iz tega na nek način, smo bili diabetologi zelo podobni spovednikom, kar jaz res sovražim. Ljudje so prišli in so rekli, joj, veste, pa smo to naredili, pa uno, mi smo pa povprečje zmerili, pa smo rekli, pa ste bili res za naš zadnje 3 mesece. Nič več ne moreš spremeniti. Zadnje 3 mesece so mim in razen, če imaš kakšne zelo posebne sposobnosti, ki jih midva nimava, se ne da popraviti. Če pa ti rečeš, danes dopoldne je bil tvoj čas v željenem območju šele 50%, še 12 ur imaš časa, da to popraviš, je pa popolnoma druga zgodba. Tako da, jaz mislim, da je to na najnem področju zelo pomemben premik, ne glede na tip bolezni, da bomo pravzaprav ta čas v željenem območju spravili med ljudi. Ker samo, če ga ljudje sprejmejo, ljudje s sladkorno boleznijo sprejmemo, lahko v resnici deluje. Druga stvar, ki ste me vprašali, pa seveda, kako to doseči. Poglejte, prva stvar je, da je potrebno, mi smo strahotno zaostali v dostopnosti pripomočkov v Sloveniji. Mi smo zelo v redu, mislim, da smo lahko ponosni do pred 5 let, zdaj pa pravzaprav, kot veste, več kot 3 leta, zdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje ni uspel spraviti 6 sprememb pravil, tako da so nas Hrvatje prehiteli, ne kako se temu reče, po desni ali po kateri strani že želite. In Črna Gora, mislim, če hočete res primer, da iz stola padete. Tako da jaz ne vem zakaj, ne vidim razloga predvsem, zato ker je belgijska državna zavarovalnica naredila raziskavo enoletno in dokazala, da se isto leto, če vsem ljudem plačaš merilnike za kontinuirano merjenje, prišpara v Belgiji 3 milijona evrov. To se pravi, ne da je zdravljenje dražje, ampak je bilo 3 milijona evrov cenejše. Zato seveda dajmo reči, normalnih državah Evropske skupnosti pravno nemogoče ne dati te senzore, ker v bistvu zavarovalnica, če jih ne da, zapravlja denar. Da o tem, če preprečimo srčno-žilne bolezni in tako naprej, če preprečimo dializo, če preprečimo amputacije, seveda so te prihranki za leti še bistveno večji. Druga stvar je, da se dodatna zdravila, kot recimo inhibitorji SGLT2, uporabljajo tudi pri sladkorni bolezni tipa 1. Enako preprečujejo srčno-žilne zaplete, povečajo čas v tarčnem, v željenem območju
Tudi to je izziv. In na koncu koncev bom jaz mogoče najbolj direktno povedal, vse potem sem verjeten znam, nujno je, da sodobna zdravila postanejo dostopna ljudem s sladkorno boleznijo tipa 1, 2 ali Ž prej. Takoj. Nevzdržno je, da se reče, so draga, so. Ampak so zapleti ljudi, če pozabimo na trpljenje posameznikov in trpljenje družine, bistveno dražje. In to je dokazano, to je tisti 1A. 1A pomeni randomizirane raziskave, kjer jaz mislim, da je Slovenija pravzaprav imela zelo resno vlogo, je sodelovala, je prispevala ljudi, je prispevala znanje, prav tako pa smernica. Tako da, vprašali ste me, a mislim, da Slovenija to zmore? Seveda zmore. Vprašanje je, če hoče. Nobenega vprašanja ni. Države z bistveno nižjim per capita, ko se to slovensko reče, bruto proizvodoma, je to zmogla zdavnaj. Zakaj tega Slovenija noče, pa ne mene vpraša. Zakaj tega noče, ne vem. Jaz imam pismo iz zavoda, smo oba z Andrejem dobila, da bo to spremenjeno do novega leta. Zdaj je popolnoma jasno, da do novega leta spremembe ne bo. Zakaj? To pa jaz strašim. Pa ne vem, če mi znaš od vas povedati. Enako velja za zdravila. Ves čas poslušamo, a ne so da zdravila so dražja. Poslušajte, so dražja, ampak prihranki prinašajo. Tako da je dejansko se zaprašati, pravzaprav, kdo je tisti, ki v tej družbi odloča o tem, kaj se ljudem prizna kot pravico iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Zagotavljam vam, da mi nas 5, moram reči, ker nas je 5, to nismo. Mogoče, večkrat bolj natančno o teh senzorjih, pa to poveste, 3 leta, ne vem točno, še lahko poveste, kaj je bilo, ali pa če se ni več, ali pa kaj bi moralo biti. Poglejte, pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za senzorje je zdaj omejena na otroke do polnega 6. leta, kar je gotovo prav, vendar za to ni več razloga. To je bilo v času, ko je bila tehnologija resnično draga in omejena. In pa ljudem z hudo nezavedano hipoglikemijo. To je nekoliko širok kriterij, to ima zelo veliko ljudi, vendar v resnici, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje, smo najnižji v Evropi po penetranciji senzorjev, ker pač niso dostopni. Senzorji se delijo na take, ki neprestano merijo in kažejo sladkor, in na take, ki neprestano merijo, kažejo pa sam, če hočeš, če ga približaš. Tudi pokažejo vse, če to želiš, ampak so nekoliko bolj, če hočete, manj nasilni. Eni senzorji vam bojo zmeri pokazali, koliko imate sladkorja, pa vam bojo še alarm dali, približno tako kot tašča. Bojo zmeraj povedali, maj si previsok, si prenizek, celo bojo povedali, čez pol ure boš previsok ali pa prenizek, se pravi tako kot huda tašča. Drugi so pa bolj prijazni, pa to naredijo sam, če jih vprašaš. Eni se imenujejo kontinuirani merilci, eni se imenujejo intermittent scans, kako bi to prevedla. Pač, če želiš od njega ti pove, če ne ti pa ne pove. Te druge bo zdaj FDA v Ameriki prepovedala, ker je mnenja, da če senzor ve, da bo šel v hipo, ti to more povedati. Da bojo zelo verjetno počas izginili z tržišča in bojo ostali samo taki, ki bojo ketašče. A sem povedal? Ti so pa dražji, ne? Nimamo pa zdaj... Na trgu imamo trenutno samo enega in enega zastarelega. Se pravi, Dexcom 4, ki je 2 generacije starejši, novi senzorje ni treba kalibrirati, se ni treba pikati, nimamo senzorja tega, ki ni toksiten, ki ga tudi ni treba kalibrirati. Zdaj si pa predstavljate, imate vi otroka, tudi če ima senzor, ga mora kalibrirati parkrat na dan, se pravi, se mora še 4krat na dan pičati v prst. Namesto da imeli sodobne senzorje, ki ga da za 14 dni noter, fertik maša. Nobenega pikanja v prste nič. Prihranite, povečate čas v željenem območju, imate slovenske raziskovalce kot prve avtorje na teh mednarodnih študijah, ki so objavljene v revijah, če hočete A2 črtice, višji na gre. Jaz bi rada profesorja Battelina vprašala še nekaj ključnih deležnikov ste vi že omenili. Kateri so tisti res ključni, kakšne so njihove naloge pri umestitvi teh novih pristopov v slovenski prostor? Glejte, jaz mislim, da en deležnik pravzaprav manjka v Sloveniji, to so ljudje s sladkorno boleznijo. Ta deležnik zdaj ni bil dovolj glasen. Jaz sem prav vesel, gospod Graton je prevzel to vodenje, jaz upam,
da bo glasen. Namreč, ker v svetu je ravno obratno. V svetu so ljudje s sladkorno boleznijo tisti, ki pravzaprav povejo, kaj potrebujejo. Tipičen primer je Združeno kraljestvo, lejte, najbolj konzervativen zdravstven sistem, vsi to vemo, ne? Pa je prav ta manj siten senzor pravica vseh. In kaj se je pokazalo? V manj kot letu dni je povprečje sladkorja padlo za nepredstavljivo številko, tako da je zdaj to neke vrste nacionalen ponos v Združenem kraljestvu. Se pravi, tukaj resnično ne vemo, zakaj zaostajamo. Ni ne strokovnih, ne finančnih razlogov in predvsem, da zdaj ponovno ne bo, kljub vsem obljubam, je zelo nama zelo težko razumeti, pravzaprav, kje so ti vzroki in imamo nek sestanek spet sklican, ampak se veste, pa je pa to upravni odbor, pa je to skupščina, pa je pa podpis ministra in s tem sem vam tudi naštel dejavnike. In jaz bi z tega mesta, če hočete, lepo prosil ministra, da posreduje. Jaz mislim, da ima možnost in moč, jaz mislim, da razume in bi ga lepo prosil, da posreduje in da ta postopek končno spravi v red in ga pospeši. Lepo bi ga prosil. In tukaj vidimo tudi veliko vlogo medijev. Kakšno bo pri tem, se pravi pri uvajanju novih pristopov, stališče Zveze društev diabetikov Slovenije? Mislim, da kaj dosti za dodati, kar so že sogovorniki povedali, tukaj ni. Kot smo videli, sem dosti stvari, če ne vse začne in konča pri financah, ampak ni to namen današnji. Zveza društev diabetikov seveda si želi oziroma pričakuje, da se bodo ti novi pristopi, zdravila, pripomočke, kakorkoli, pri zdravljenju oseb s sladkorno boleznijo začeli čim prej uporabljati, uvajati tudi v Sloveniji. Anja Gorenc-Esta, gospod Botelino, lahko razložite, kakšen bi bil vložek denarni, da bi do teh senzorjev prišli vsi diabetiki v Sloveniji in verjetno imate tudi izračune, kakšen bi bil recimo prihranek na letni ravni? Veste, za Slovenijo vam tega ne morem povedati, ker ne poznam takih raziskav. Jaz mislim, da bi bil čas, da bi jih nekdo naredil. Tudi ne vem, za kakšno ceno so se izpogajali. Pojma nimam. So pa objavljene raziskave za druge evropske države, to vam pa lahko posredujem članke. In si prav so tabele za posamezen strošek in za posamezen prihranek in razlike. Jaz mislim, da slovenski državljani niso bistveno drugačni od državljanov Belgije. Po nobenem kazalcu, vsaj da bi jaz vedel ne. Mogoče nekoliko bolj naivni kot Belgijci, to je pa vse. In to, da bi jaz vedel, ne vpliva bistveno na sladkorno bolezen. Tako da jaz mislim, da lahko mirno uporabite. Članek je v bistvu objavljen v JCM, eni najbolj uglednih ameriških revij. Podpisniki so veliki diabetologi Belgije, financer je pa javna državna zavarovalnica v Belgiji. Tako da jaz mislim, da je to lahko neke vrste, če hočete, vtis za Slovenijo, pa bi vam srčno rad to povedal, pa ne vem. In bom zelo z veseljem slišal, če bo kdo povedal. Vedno slišam, to so milijonski stroški, to je nesmisel govoriti. A me zastopite, to je tako, kot, ne vem, bi vam jaz rekel, lejte, operacija slepiča stane toliko že, ampak čez en teden dni gre ta človek nazaj v službo delati in je koristen državljan. Zdaj, a je to res strošek? Treba je morda samo povedati, da z uvedbo te nove intermitentne tehnologije odpade potem samo kontrola v taki meri, da je v bistvu strošek potem primerljiv. Tako da do zdaj so že bolniki upravičeni do samokontrole, če imajo inzulinsko terapijo, tako da mi smo z zavarovalnico nekako takrat naredili načrt, da bi bili upravičeni bolniki, ki imajo vsaj 3 injekcije inzulina dnevno, ženske, ki načrtujejo nosečnost, gestacijski diabetes, skratka te zelo vulnerabilne skupine in to bi nadomestili samo kontrolo, ki je zavarovalnica ta trenutek že plača, tako da strošek ne bi bil večji. Tako so nama povedali. Ko so bila midva prisotna, je bil izračun ničelni strošek. Potem pa bereš časopis, če se ti ta nesreča slučajno zgodi in slišiš o milijonskih stroških, ne vem odkot. Ko so bila midva prisotna, o tem govora ni bilo. Nekaj zanimivih številk na to temo je v zadnji številki revije Sladkorna, ki je tudi imate v mapcah. Mislim, te številke, ki jih je dr. Nataša Bratina pripravila, te izračuni, do koliko dodatnih zapletov pride v takih primerih. Drugače pa...
Helena Lovinčič, Radio Slovenija. Jaz bi vas pa rada tole vprašala. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja sem opazila, da se predlagajo nove smernice za prehrano. In sicer, da se pravzaprav umaknejo vsi ogljikohidrati oziroma riž, krompir, testenine in tako naprej in tudi zamenjajo vse maščobe kot prehrana za bolnike. Pa me zanima, če je to usklajeno s stroko oziroma kakšno je mnenje vaše. Pa mislite, da si mi upamo kaj čez NIJZ reči? Skuste. Ja. Če kdo si vi? Ja, veste, da sem bolj plašen. Glejte, ključen problem je, da je cenena hrana pri ubogih ljudeh in velika večina Slovencev je ubogih glavni vir. In seveda zdaj jaz lahko stokrat rečem mojim ljudem, ne jest krompirja pa riža, jejte, ne vem, lososa, meni je to narodno. Siguren je bolj zdrav, ampak mi je narodno. Lahko jim rečemo, ok, jejte por pa kolerabo. Je tudi bolj zdrav, ampak na poru pa kolerabi normalen človek prodolg ne preživi. Tako da jaz mislim, da če želimo biti uspešni, ja, treba je znižati vnos preprostih ogljikovih, debate ni. Ljudje nismo narejeni za to, da jemo preproste ogljikove hidrate. Telo ni tako zgrajeno. Treba je pa ponuditi dostopno alternativo temu. To je bistvo. Se pravi, treba je ljudem reči, ok, da boš jedel krompirja pa riža, ki je zelo, zelo pocen, tale nadomestek je recimo tebi dostopen in primeren. Dokler ne bom tega videl na spletni strani NIJZ, me bo skrbel, da tak ukrep ne bo zelo uspešen. Če jaz vprašam, Sanja Švager, je za moje zdravje, še malo ostajamo pri NIJZ. Nedavno smo dobro mislili, da 5 dni obvestilo, da NIJZ skupaj z Inštitutom za nutricionistiko, en nov projekt, da je projekt, ki se ne vem. Jaz mislim, da je zelo dober projekt, v bistvu, da je zelo dober projekt, ki na nek način analizira stanje. Ta inštitut, ki ga omenjate, ima izredno veliko bazo podatkov iz strani tistih, ki prodajajo hrano. Se pravi, ima zelo dobre podatke, kaj se v resnici v Sloveniji kupuje in je. In proba to nekako po regijah in po dejansko klinični obravnavi teh ljudi, ki potem to pojedo, pokazati, da to v bistvu ni dobro. Kaj sem na hrani, samo na tem temeni na hrani, sem zastopala ceno ogroženosti. Sej, ker je tudi telesna dejavnost, je to tak kompleksen. Pri nas profesor Kotnik v bistvu sodeluje s pediatrične klinike, tako da poznamo projekt in jaz mislim, da je, ne morem reči, kaj bo se bo z njim zgodilo, ampak zastavljanje pa dobro. Lahko prinese pravzaprav pomemben vpogled v to, kaj se dogaja in seveda ste ga tudi pol predloge, kako to spremeniti. No, če smem predlagati mogoče po zaključku novinarske konference, ker vidim, da se nekateri že kar nestrpni, še kakšno vprašanje? Mogoče znano breme, finančno breme sladkorne bolezni pri nas. Poglejte, tako vam bojo servirali, koliko zavod plača za tehnične pripomočke, koliko plača za inzulin, koliko plača za zdravila in tako naprej. Pravo finančno breme sladkorne bolezni so njeni zapleti. To je prvi vzrok dialize. Pejte vprašati, koliko stane dializa v Sloveniji, to je prvi vzrok netraumatskih amputacij. Vprašajte, koliko družbo stane vsaka amputacija. To je prvi vzrok slepote. V Sloveniji vprašajte, koliko stane laserska terapija, koliko stane preprečevanje. In to je daleč prvi vzrok srčno-žilnih bolezni, o katerih smo danes toliko povedali. In tle, če bi bil nekdo dovolj pošten in bi te stroške sladkorne bolezni povedal, potem seveda tisto, kar se porabi za zdravljenje ali pa celo, kot smo danes slišali od kolegov kardiologov, za preprečevanje teh zapletov, ne stane nič, niti 20% celotne cene. In če tolikrat slišimo, da je treba ta trikotnik porabe obrniti, to je nek tak zelo politično, sprejemljiv stavk, potem se ga obrne tako, da se nekaj vloži v to, ki preprečuje, zato da se zmanjša tisti velik del, ki stane. Plus ljudi imate manj poškodovane, če to v tej državi kaj šteje.